Ja. Eno med sabo pa Če to dela med oboroženi tudi z nečem, ne? verjetno imajo. Teče. Kako še bodo Ja, močno združenje ta trenutek odpira naš poslovni račun, transakcijski račun, na katerem se bodo zbirala sredstva za te ljudi, ki so ostali brez stanovanja, ki so jim stanovanja pogorelo. Močno združenje Rdečega križa Domžale objavlja ta poslovni transakcijski račun, številka 02300 00 10083 262. Civilna zaščita bo pripravila topel obrok tam okoli 12. ure za vsakega, tam tukaj, ker imamo v bistvu ta štab postavljen, tako da za to bo poskrbljen. Karkoli, kdorkoli rabi, no, naj mi pove, če kdo rabi kakšno pomoč, kakšno psihološko pomoč, naj pove. Toliko, zaenkrat. Zdaj prvo nadstropje, počasi ne se pa mogoče drugo nadstropje tukaj le pripravi, pa da bomo pač šibali. Vzamete najnujnejše in na stanovanje ena oseba, razen v primeru, če invalid, če je starejša, da rabi pomoč, pa boste lahko šla dva, prav? Makaroni, to fantje. A je kdo vegetarijan? Kar nazaj pa. Ja, ne. Babi, evo ta veliko šiflo, da mu mako. Imam tole, ne rabim. Gole. Ne, sam to trenutno že pač. Pa zračunaj. Ej, še mačko malo suliša vrš, ker sem makarone malo premaslani. Vse si bo vsak posamezno pogledaj. Samo že ne malo več, ker ti si makarone Pa se pa klele ne se še nastima sol pa popr. Sol pa popr, če se kdo še naknadno, kaj solil pa popr. Veseli kolegice prav, da so šli enkrat na hrib z gondolo, ne? Mislim, sedežnica. In jaz sem stal, pa je gledal. Pa ne mislim, da sem tam dol.
Zelo kot naredila. Sem enkrat prišla v sedežnico, zdaj mu sedno in sem padla, prišla sem na... Je pa še kar dolga proga, ne, pa je rekel, brzo je za dohodite peš, ne pa zadnja vožnja, itak se na zadnji vožnji vse naredi. Tako no, je bilo kar... Tok cajta sem čakala, dokler da niso prišli, ti, ko so bili z mano dol, pa povedali, da je še nekdo gor. Zaprt zaradi varnosti. Zjutraj je policija začela preiskave po nastopih, kjer smo bili zraven. In pa 3 uri nazaj to zaključili. Formalnosti vsemi možno postopov svoje stanovanja, da ste najnižje zadeve ven vzeli. Glede na to, da je pa na vrhu bilo še nekaj nikajočih predmetov, je pa objekt še v nevarnosti, da pride do dodatne hujši oziroma da je pade dol na tla. Bila je tudi še bistvena zadeva, ki smo jo danes raziskovali, je bila nosilnost objekta oziroma statična poškodba objekta. Ali sploh je objekt primeren, da se vi vrnete noter, ker nihče ni vedel, kako je statika dela, kako so te podporni zidovi poškodovani. Glede na to smo mi noter 2 statika poslali, približno 1 uro ste ugotovili, da ta zadeva ni prizadeta. No, to je danes dobra novica. To se pravi, ni teh nevarnosti. Kar se tega tiče, vaš vstop ni vprašljiv, vendar je ta problem, so te premični predmeti. Zatega vas jaz prosim za potrpljenje še za eno noč, da prenočite tam, kjer ste včeraj, oziroma pri sorodnikih ali v hotelu Ambient. Mi bomo pa preko upravnika in civilne zaščite bomo jutri pač odstranili, dokončno odstranili vse te nihajoče predmete in izčistili tiste zadeve, ki so lahko nevarne za vas. Glede vaše varnosti, vas prosim, da pač prenočite v zimi. Se pa tudi župan že organizira sanacijsko ekipo, ki bo začela pripravljati sanacijo objekta kot v celoti. Po tistem, ko bo civilna zaščita končala s svojim delom, ki bomo poskrbeli za vas, se bo pripravila ekipa, ki bo naredila gradbeni poseg, da se objekt spravi v prvotno stanje. Zdaj, to je ta podatek, ki vam jaz lahko dam. Več, ker bo znanga, boste jutri ob 10 izvedeli prek granate. To je to za enkrat. Ja, jamari se pa dobro zastavili, ej. Kot delajo gor, gledaj. Pa fajn si prevezani, pa vse.
veste, da morajo spod zagrabati. Ampak ne za računalnik. Ja, pa pa podjekamo test, pa da se počiva. Tako je nasprotno. Ja, bome pa poklično. Ja, prevezani so, ja. Zdaj ga pa dol tira, evo. To, bravo, fantje. Zdaj pa dež začel rusiti. Ne, kako se fajn vidi. Kaj dela? Je začel rusiti? Ne, fajn, kaj dela se lepo vidi, vidiš. Ja, vorenk je zabit v to vse skrb gor. To je kot nova streha, veš. Tudi imamo slaba 2 meseca, je streha nova. Ja, pa sem prišel, pa nisem nobenega odgovora. Jedno sreća je prej, je bilo spodje. A pa ne sredim, da je bilo. Na to ne govorim, da je. Ja, oren. Tako, bil ure smo takrat. Vi ste bili začetno? Gdje brigada se postavila? Kateri niso načelnik, so bili, mi smo bili na usta, potem pa na unes nam pač so blizu. So bili top dele že tudi ravni so blizu. Pa še lepo slikam, kaj delajo, vidiš. Pa res ne je.
Samo peš laufa iz Pritliča do 12 štuk. Brez uporabe. To ne laufa, pa ne pa kritizira ali pa hvala ali pa pomoče. Zdaj to ne proba, kjer ima kaj proti, ker mu ni všeč bilo. Zdaj to proba pa videti. Jaz imam kodice velika, ampak najlepša hvala. Tako še enkrat vprašam, kaj je bil torej vzrok, čeprav pravite, da se nočete ukvarjati z vzrokom? Ne znam vam povedati, kaj je bil vzrok. 3 variante so imeli, vžig, samo vžig ali delo na strehi. Prva 2 so izključili, tako da zdaj morajo verjetno ugotoviti, kaj je bilo posledično s to zamenjavo izolacije, ali je dejansko veter odpihnil ta ogenj in je zanetil, ker potem je šlo to kot bakla naprej. Kriminalisti, forenziki so bili 4 ure na strehi in bodo morali enostavno ugotoviti. Pogovoril sem se z njimi, vse kaže v to smer, da je bilo dejansko to, vendar v tem trenutku uradnih izjav nimamo, ko pa bodo, boste pa seveda seznanjeni. Je pa tako, še enkrat povem tudi za vas, ni važen vzrok, ni važen vzrok. Posledice so tu in mi moramo zdaj reševati posledice. Dajte mi povedati, prosim, samo še, ali imajo upravitelji blokov, to, kaj veste, zavarovanje urejeno, kako je s temi zadevami, kdo krije škodo? Ja, mi smo bili včeraj cel dan za upravnikom tega bloka. Upravnik je zatrdil, da so skupne naprave, deli naprave in kakorkoli se že temu reče zavarovani. Danes sta na terenu tudi oba predstavnika obeh zavarovalnic. Kaj in kako ima zavarovano, seveda ve upravnik, kaj in kako ima zavarovano pa ta izvajalec, pa ne vem, ali ima zavarovano odgovornost ali ima karkoli odgovornost, ampak to je potem kasnejšo civilno-pravna razmerja. Tisto, kar je zdaj zelo pomembno in tudi nas zanima, kako imajo zavarovano, se pravi upravnik, in kaj bomo zdaj skupaj bodo z zavarovalnicami uspeli se dogovoriti. Zavarovalnica pa želi ves čas biti zraven, tako da upam, da se bodo dogovorili tako, kot treba. Ali če posameznik nima zavarovanega stanovanja, lahko, mislim, je to potem, kako so ponovati stvari urejene, ima potem to upravitelj zavarovano, se lahko zgodi na koncu, da določena družina ne bo imela pač kam iti? Scenariji so lahko tudi črni. Lahko se zgodi, da kdo od njih nima zavarovano nič, seveda potem nastopi tisti drugi del, ta socialna država, čeprav vsi govorijo, da jo ni, pri nas v državah je še, mi bomo videli konkretno, kaj se bo zgodilo. Če bo kdo ostal popolno brez vsega, seveda potem bo v začasnem stanovanju, jaz imam možnost do 1 leta začasno dodeliti stanovanje brez razpisa, sicer bo pa kasneje, potem se tudi prijavil lahko na razpis. Mi zdaj bomo nekaj stanovanj podelili, tako da upamo, da do tega ne bo prišlo, da bomo tudi uspeli sanirati, pa še enkrat povem, ne vemo, ali bo to sploh možno sanirati. Torej, zdaj bojo pač potem šli strokovnjaki pogledati, ko se to vse umiri, ali je ta zdaj zgodnje nadstropje in tista streha sploh še možno, če ne bo treba to preprojektirati in najti drugo rešitev. Ali vi krijete stroške ambienta? Da. Sam da rečemo. Mister, se vidno. Zdaj se slišva, no? Se slišva, se slišva. Če boš kaj rabo, mislim, če bomo mi kaj rabo, te posličali. Ok? Prav. Hej, Zmenen, hvala. Vi ste na vladi dobro sprejeli danes kohezijo. No? Edijo, dar se. Zelo se opravičujem, no? Ne, seveda. Torej, ali občina krije stroške ambienta in koliko časa jih lahko, glede na to, da se ne ve, kdaj bodo vseljivi ali kako? Glejte, v občinama za take namene, ker gre več kot za 30 udeležencev v naravnih nesrečah, je to naravna nesreča širšega
pač pomena ali kriterijev, ne. Torej mi krijemo vse stroške v ambientu zaenkrat, ne. In bomo krili tudi toliko časa, da uredimo vse ostalo, torej za vse stanovalce ta stanovanja. Še enkrat povem, 4 so že javili se občani, mi imamo tudi nekaj podobnega, tako da računamo, da ne bo problem za vselitvijo v začasna stanovanja. Stroške hotela pa krije občina. Iz proračunske rezerve, iz naravnih nesreč, skratka iz davkoplačevalskega denarja, pa upam, da nam to pot ne bo nihče zameril. Ja. Tisti, ki nimajo kepico, tisti, ki ne, tudi nekateri od teh, ki so brez stanovanj, so pri sorodniki. Skupaj jih je 35 jih je v hotelu, ne. Eni so tudi iz drugega nadstropja, pa je 7, ampak tisti bo šli nazaj noter, ne. Tako da na koncu bomo videli, koliko jih bo ostalo, po naših ocenah tam okrog 20, ne. Ne bojo imeli čistkami. Te bojo pa v hotelu najmanj še toliko časa, da jim bomo dodelili stanovanja. Uničenih stanovanj pa 9. 9, ja. Kaj pa ostala, so primerne za živeti? Ja, zdaj so noter. Zdaj so noter, pa se bo zdaj videlo, kaj je. Zdaj so noter vsi strokovnjaki, torej elektrika, voda, ogrevanje, prezračevanje, statiki so bili že včeraj, so dali pozitivno, da je v redu, in ko bomo dobili signale, da je v redu, potem bomo dali tudi dovoljenje za vselitev. Pa kar delati za vselitev? Jana? Kam? Ne. Ne. Ni čudno, ampak ne. Nihče ne more noter. Samo te so bili tam in je... Potem bi morali vse spustiti, upam, da razumete. Minister obljubil, ker so pomoč. Minister je obljubil, da bojo pogledali, ampak ni. Preklinjali smo. Jamarje, ja. Pa so že gor šli? Pa so že gor šli ali kaj? Pa so že nazaj šli? Ne vem. Pa še malce, jo? Ne vem, pa malo. Mislim, jaz sem zdaj spet nisem bal. Ne, ule bomo manjjarno. Evo, super so. Rekel, da naj vas fajn pohvali, ko ste super. Se jaz pa imam pol tudi ja, to vse siza iz Vira, mislim Robiča, od Robiča, ne? A, fino. In deluje kar težko gor, ne? A kadi se še kaj, mislim, prah. Prah je. Še spodaj, a ne, Veter je malo po medu tudi, ne? Tiste žolače pa še nekaj. O, tisto pa, ja. Zdaj pa ne cigani prijedo, da je kuka šljivo, sami naložil to odpiljaj. Zdaj je vse na kup. A ne da? Prve plošče. Ja, je pa zdaj zima, tako da prišli stanovanje. Zavajalnica bo Godič, bo tako poslala, on bo spet najmanj, kar se da.
Kurva, rijeka, oni tam vrti tako. Nič preveč varno za varovanje. Tako hitro delajo. Ja, malo fajn. Škripec napravljen, ha? Taj gor on regulira, da počas pušča. Ja. Jaz bi šel, da bi se tudi. Bi verjetno priletel še sem. Isto brzino. Ko paziš. Zdaj ste pa vornega naložili. Dobro je šlo mimo, fajn. Dobro je šlo.
Kdaj se boste pa Vorenk zmatrali? Ne bo zato, da smo zdaj gasili. Dobili smo v Mačkovcih, recimo, nekaj tiskarna zagorela. Sem tam je bila hiša, da se cegle stran, da pa se not po špricu je bilo. To zahtevnega pa še nismo. Tudi pa nisem bilo 25 Ne vem, nastanitev, ne. Prav imamo pa 3 stanovanja že malo večja, opremljena, zdaj na razpolago. Prav 2 sta sicer neopremljena, prav 3 so še ponudili, prav pa še imajo nekaj pa 5, da mi lahko ponudijo stanovanje. Tako da za une je poskrbel za stanovanje. Rdeč križ je aktiviran, študentski servis je aktiviran. Ne vem, v glavnem vse službe... Kar se tiče tele službe, to vse laufa, tam država ne laufa, oni gorja. To drugo, vse se krpa, bori se, Oni so malo bolj zategnjeni. Enajsta bit, zdaj tako gre eden ali pa drug. Eden gre gor, zaklene stanovanje, zato ker gora dela električna dela centralna vlada. Ja, prvo ne bo električna. Vi greste samo in zaklenete stanovanje. To ga ne bo odkljubilo. Ja, ampak pejte v bank, bom jaz to ja. Porezno so te celi, pa za štopo se dal, pa se začela. Poglej, cesto, izvolite. Alko bo, čak da alko. A bote malo župce, no, za prvo pogrešanje? Saj malo. Ne, pera nimam. No, kaj pa imaš, ki zapis? Imam vodo, pa čaj. Sam brez alkohol, pa šnop. Kje pa alko? Vse bodo prišli dol, pa bo stražar povedal, kaj zmanjili čas. Drugačni problem, sam da se ve. Vse to še tle tole, ne? Tle, ker ste kaj v gasilski dom, pa se nam pozmili. Jaz moram iz... Okej, kaj jutri bi vas material. In je ključ dubo, a greš ti še v gasilski dom. Vse zgodi zraven, ne? Vse gre Barbara lahko z mano. Ne, glavamo streho dol vrgel. Ja. Se je pa kar en cajt upirala, ne? Ja, smo mogli sneti par unih, ki se zataknili raufom. Ja, saj se vidi, da je 2 meseca streha stara, veš. Zato je tako prpeta, kot pri norcih bila, čisto na novo. Ne, raufom, ki je bil problem, ne? A ja? Ker so hoteli potegniti z unim dvigalom, je zapil raufom, pa smo mogli pa sneči še 2 te. Odšraufati pa spet gordati. Daj pa kar fanšta, fino fantje. Kaj pa jamari so še gor? Ja, povrat smo reši stvari, no. A, pa konc, ne? Super. Pa Vorenku urodja, ste se fajn prevezali gor. Ja, jaz se niti nisem, ker ni bilo potrebno. Kak pa piha v redu gor, ne? Ja, tako kak je stražar rekel, to je božanje proti onemu gor, ne? Ta veter, kaj je tu spodi, ne? Ja, super fantje, to. Lepo. Ja. Od 8 ure naprej ste stanovalci lepo počistili, tako da je vse v bistvu pripravljen. Da pa ne bo zmede. Prvo povem, mediji nimajo vstopa v stanovanjski blok, zato je poskrbljeno. Če bi se kakšen hotel preko kleti, vam že zdaj mediji povem, ne bo šlo, ker imam posebej varnostnika na tisti strani pa prehodu. Tako da edino pridete... Ne, lejte, morate razumeti, da smo čakali 3 noči, da gremo svoja stanovanja, da preverimo, da zopet zadihamo, da vemo, da smo tu doma in to smo čakali.
Lejte, pač naredite, kar je vaša naloga. Samo mi vas noter ne bomo spustili. Druga zadeva, se pravi, ko greste vi noter, to ste bili že včeraj seznanjeni, civilna zaščita je svoje delovanje s tem nekako zaključila. Pomeni, da vse zadeve pač stanovalci oziroma naš upravnik, ki je za to poproščen prevzeti. Izjave za medije daje po našem stopu samo upravnik objekt. Zdaj začeli bomo pa tako notri spuščati. Začnemo z 11. nadstropjem in dol. Jaz mislim, da bo to kar hitro potekalo, seveda greste lahko na stanovanje zdaj pač vsi. Začnete pač pripravljati, pospravljati, kakorkoli. To je prvo. Dvigala ne obratujejo, da ne se voziti, ne pritiskati, bomo pač mečkrat telovadili gor pa dol, ne? Ampak to bomo že uredili, tako da to je najmanj kar. Lahko še počakali. Voda ni pitna do nadaljnega, tako da bomo pač počakali javno komunalno podjetje Prodnik. Ja. Glede na to, da voda ni pitna, pa da nimamo ravno vsi plastenk doma, je civilna zaščita in občina Domžale so priskrbele plastenke. In ko bomo v bistvu klicali vsako nadstropje, na nadstropje pač pride določeno število, dajte še to zagrabati, da imamo pol gor pa dol vsi. To je to. Glejte, kakšne stanje v hladilniki boste sami ocenili, ne? Bojo za to v bistvu pač zavojniki, pa boste to potem dol našli. Se pravi, nič čez okna, nič čez balkone, pa na balkonih se ne zadržvati, prosim. Jaz mislimo, da imamo dovolj dela, pa niti ne toliko v stanovanju, ne? No, čez balkone. To je to, glede same ostalih se bomo stanovalci že sami zmenili. Ko 11. nadstropje zaključi, prosim, da se javite v šotoru pri tabornikih, rabimo pač nekaj podatkov z vaše strani. Ko 11. zaključi, v 10. pokličemo in tako naprej. Jaz mislim, se bo to kar hitro odvil. Varno je, v glavnem, samo potem po koridoru direktno pač pod stopnicah, ker je v bistvu ta zdaj streha zaščitena. Tako da ne okoljkaj preveč se smukata, ne. Zdaj vsak pač zase poskrbi, ne. Srečno, no, pa se vidimo, naslednji uradni sestanek, samo moment. To bova pa potem urejala z 12. pa z 11. A ne? Se pravi, bivanje v ambientu, veste, da se je zaključilo, izjemoma za 11. in 12. nadstropje. Vsi mi, ki bomo danes po 12. uri noter prišli, imamo stanovanja v redu in vsi notri bivamo. Izjemoma 11. in 12. če nimajo več možnosti pri znancih sorodnikih, jim je omogočeno zopet bivanje v hotelu Ambient in tudi prevoz do ambienta. Do nadaljnega vse stvari v zvezi z pač njihovimi bivanji, mislim, da bo gospod župan povedal, pač ureja občina Domžale. Naš uradni ali neuradni naslednji sestanek bomo pol lokacijo sami povedali ob 17. Srečno, dobro ščiste, pa se vidimo ob 17. Zdaj pa jaz predlagam, glede na to, jaz bi povabila še gospoda župana Tonija Dragarja, pa bo verjetno on je toliko visok, kar iz tistega odra povedal. Hvala. Zdaj, če malo v pisu rečemo, ko vidim, da ste kukar to v dober volje, vsaj nekateri še, na klopco nagrem zato, ker boste še rabili, ne, ki se lahko zelo. No, gledajte, jaz bom zelo kratek. Vsem hvala lepa. Hvala vam. Ne samo tistim tam gor, tudi vam. Ko smo bili sobota, nedelja, ponedeljek, 4. dan, smo tukaj, nobene pritožbe, nobenih težav, nič. Tako se to dela. V nesreči bomo skupaj, jaz lahko samo povem, zdaj naših fantov ni več, ki počivajo, ker so utrujeni. Ker so čistili, ker delajo, zdaj so nove izmene gor, na vrhu gor je še vedno okrog 100 kubikov tistega, kar je zgorelo. Čistili bomo verjetno še danes pa jutri, prosim, imejte to v obziru, ne hodite po oni strani, dvigalo je tukaj, tako da nevarnost je samo na tem, kjer spuščajo, tle na prehodu in tle je varno. Tako kot je rekla Renata, hvala lepa tudi njej za komunikacijo z vami, da
ne metati nikogar čez balkon. Jaz vem, ne, da imate radi tudi svoje tašče, ampak danes tašče ne bojo letele. A ne? No, in malo v hecu, ne, tudi kakšnega kuška, imejte, pa tisto želvico, ki je zdaj tako svetovno znana po vseh medijih, ne, ker, a veste, objavijo, da smo želvico najdel, ne objavijo, pa da je tule gor garalo 200 ljudi, da je zahvala tudi družini, zdaj bom pa probal prav povedati, pa ni Hemedek, ampak je Hemetek. Hemetek, evo, blizu sem že. Še malo pa se bom navadil za evakuacijo. Zahvala vsem službam, v mojem imenu, predvsem pa zahvala vam za strpnost. Res srečno bivanje vam želim. Za tiste, ki imajo res težave, verjemite, vi ste spali verjetno bolj malo, jaz pa tudi. Mi smo danes odkljukali vseh 9 stanovanj. V teh praznikih jih bomo uredili tako, da bodo v ponedeljek zjutraj ob 10 naprej, to bo pač individualno urejali. Torek. Čak, ponedeljek. Ja, seveda, danes je kjer dan? Se pravi torek. Čez en teden bodo vsi dobili ključe, bojo šli s spremstvom tja, stanovanja bodo opremljena, seveda, tako kot pravila nam dovoljujejo za določen čas, najprej 6 mesecev in potem seveda vsak rešuje, kolikor bo lahko. Mi pripravljamo tudi popise in ostale stvari tule gor. Zdaj v bistvu, ki je spucan, zgleda precej žalostno, ampak verjamem, da bo pogled mogoče drugo leto drugačen. Mogoče samo še ta informacija. Zdajle s tem trenutkom, ko se vseljujete v blok, vso odgovornost prevzemate stanovalci in upravnik. Torej, civilna zaščita se bo umaknila, razen to, kar bomo skupaj z jamarji in alpinisti in z delavci še pospravili streho. Mi pripravljamo že tudi projekt za zavarovanje strehe, torej, da bi postavili čez montažno zadevo, da ne bi po zimi zamakali, ker verjamem, da letos tole ne bo šlo. S kakšno hudo preureditvijo popisali bomo tudi tista stanovanja, ki so možno še pospraviti, zdaj urediti tudi gor. Tako da to je še naša stvar naše vodje investicij in seveda skupaj z strokovnimi službami. Upam, da bo tudi podatek o vodi kmalu. Voda naj bi bila pitna. Jaz ne vem, danes še nisem videl upravnika, ampak upravnik jo je s nočjo poskusil. Zdaj, rekel je, če se zjutraj ne vidimo, voda ne bo pitna, no. Ampak jaz verjamem, da je še živ. Mogoče ima kakšne druge težave fiziološke, ampak vseeno, no. Voda, elektrika je, zdaj spodaj so tudi kontejnerji, ampak lepo prosim, ne vsi naenkrat. Če so skrinje take, kot je treba, mora biti meso še v redu. Naj vas ne skrbi, najmanj je tistmu, ki je 50 kg mesa se pokvarilo, najmanj. Takrat pomislite na une gor. Seveda smo na razpolago še vedno tudi, če bo treba v občini, na občini, če boste rabili oddelek za premoženjske zadeve, urad župana, PR služba, torej Renata se bo v ponedeljek vrnila v službo, če tako rabili, imate komunikacijo, če bo možno, bomo tudi poskrbeli. Tako kot upam, da smo tudi te 4 dni. Lepo se imejte, uživajte v svojih stanovanjih danes po noč. Naj vas ne bo strah, taka zgodba se zgodi izjemoma. Pa še to, tisti, ki me je vprašal, že zdaj je 6-krat, zakaj ni prišla Slovenska vojska z helikopterjem in z vodo. Tukaj vam izjavljam, da je odločitev bila, ker ne poznamo statike 40 let starega bloka. Če bi se helikopter spustil manj kot 30 metrov, bi raznesel vse ruševine po Domžalah in ko bi spustil 5 kubikov vode, se lahko zgodi VTC. Potem se danes ne bi tule smejali, ampak bi bilo čist drugače in hujše. Zato je bila odločitev, da bomo poskusili drugače. Eni pravijo, da smo potopali blok, nič hudega, rešili bomo. Skupaj z vami, z upravnikom in s stanovalci. Lahko vam povem, da je tudi pomoč neverjetno teče, oprema, obleke za otroke, denar se zbira, delamo z Rdečim križem in študentskim klubom, vse bo tako, ko je treba. Tudi od vas, če kdo kaj rab, lahko se oglasi, ni problem. In še to, no,
Kako smo že rekli, kjer je volja, je tudi pot. Hvala, Renata. Srečno vsem skupaj, pa lepo gor. Še Jamar je mnogo. Bravo. Bravo, fantje. A voda je bila? Lahko se izmišljaš varnost ljudi, tako da, ja, pač ste gor, srečno teči, se pa vidimo. A ne? Se voden popucala punce kot daši, ne? Evo. Kje dol sta dva? Kje imaš dva? Treba posvetiti. A, to pa strojnica, ja. Ale? Kombino gorim. Kaj? Kombino dam, ne? Ja. Najboljši. Ola. Fantje, je ti dol zanesti? Ne, dva podalčka še imaš. Kako se to premika. Ne to, mandaj, ker treba dvigati. Daj, uđi. A? Šef! Se daš prehladu? Ali ga še lakira? Ja. Pa ste stopnica, ja. Ne, gradki drugo. Super. Smehom, a veš, da ni čez ko.
glede na to, ker v bistvu skoraj ne poznamo, ne. Zdaj sosed pa se ga dela v bistvu Tudi sem malo bolj spoznal. Kako pa izgleda? Seveda, mi smo bili nad njimi, se pravi, delali smo nad temi pogoriščem, tako da je pač od 30 do 40 cm je na debelo pogorenega, izgorenega, zaobljenega materiala uničenega. Mi smo po tistem nekako hodili in demontirali ostrešje, zdaj don dalje spravljati pač drugo. Ja, 12 nadstropje v celoti uničeno, ostrešje pač še tu višje, mi smo pri tem. Dosti zahtevna naloga je bila, ker je treba oceniti, ali je konstrukcija dosti močna, zato da se mi varujemo in vsi kosi so mogli biti lažji, recimo od nekega človeka, na stopijski kosi smo mogli razredati in potem se to spuščali Zdaj so kam dvigala in boste pomagali tudi spraviti dol nekatere uničene streške? Po večini, kar je bilo tehnično streho, strešče smo že spravili dol. Zdaj se kontejnerji, taki petnični kontejnerji se nasuvajo, se pravi, se polnijo z odpadki in mi bomo na tem objektu še to ostanem treh, potem pa mi zaključno delom. Pa to zame, mislim, da upravnik stav. Hvala. 8 ali koliko hodov od 80 do 92, se pravi, koliko je to, 12-6 hodov, ne? A sploh ni vedel, on je šel ta prvega v zamenu. Tok o tem, ne? Da ne govorimo o tem, da ni znal. To, fajn. Ja, kar postavne, pa še zapajkaš da. Pa ne pozabiti na naše sotrpine, ko so brez vsega ostali. Ja, to pa je. Ja, to pa še. To je pa. Hvala, Bantje. Hvala. Ja, basta, ja, pa Če pa ti, recimo, kot policaji, ko so hotel, ni mogel brez maske. Da se danim, da veš. Peter, pil sem v bistvu soseda, ne god. Kjer nam stropi, samo smo 8 štuk so pomagali. Pa vi ste bili zraven pri tej vaji, en dan prej, kot mi je... Ja, vse seveda. Vi ste bili vajo, ste imeli pa drugi dan šlo zares. Ja, pa zares vajo. Bom naprej vas vprašal, se imate za enaka? Zakaj ne? Ja, zato, ker smo pač delali po instinktu, pa pač vsak naredi po svojih močeh, koliko lahko prispeva zraven. Delaš nagonsko, to narediš ali ne narediš. Pišite malo vaše izkušnje, kako je bilo gor. Koliko ljudem ste pomagali? Ja, ne vem, veliko. Pač to ne razmišljate, koliko pomagaš. To narediš, primeš, spraviš dol ali kamorkoli, da se omakne na varno, da gre. Kolkem, ne vem. Pa vi niste imeli respiratorja, dihalne maske, nič takrat? Ne iščeš tega, takrat greš. In kako ste ugotovili, da je požar ste zavokali? Ne, pa to smo videli. So sinova sta porajtala, da gori. Saj so dve nastropi pod požarom doma bili, ne? Probali pogasiti, ni šlo, pa smo šli pa ljudi rešvati. S kolegi, ko so bili zraven že, ne? Smo drugega otroke, fante sem poslal, sta tudi gasilca, da gre ta pač ljudi dol nižje upozarjati. Mi smo jih gor reševali, koliko se je pač bilo za rešiti, ne? Koliko jih je bilo, ne vemo, ker greš, pobereš ven, pokličeš, rečeš, gremo ven. Tam je bilo tudi ena gospoda vozički zraven? To sem desno dol s kolegom, pa so šli nazaj gor, pač pogledati, pregledati, pa so bili že, ne vem, policisti gor, da so tudi oni pregledali, da vem, če je vse prazno in ko je bilo prazno, smo šli pač naprej gor, jaz gasiti, ostali pa ven, kam, ne vem, kam so šli pač. Mi smo šli gasiti naprej gor. Če so mi že fanti obleko prinesli iz avta dol. Društvo iz avta, ki so prišli, da smo šli pol spet nazaj gor, pa naprej rihtati, kar je bilo za zrihtati. Zdaj gospod Marko je rekel, da bi to kadarkoli naredil, kaj pa vi? Pa sigurno. Če je situacija, pa če nanese tako, sigurno, zakaj ne? Sicer pa zdaj, danes se vračate v svoje stanovanje, nekateri se ne, zdaj kako gledate na to tragedijo?
Je to tragedija? Dobro, tragedija je sigurno. Za te ljudi, ki so ostali brez vsega, je to tragedija, sigurno. Samo odziv ljudi, služb, od gasilcev, policije, do civilne zaščite, do, ne vem, tabornikov, ne vem, stanovalcev. Odziv je bil enkraten. Nobene poškodbe, ljudje so šli mirno lepo dol, pa da bi že to delali, ne vem kolikrat. Enkratno. Jaz moram reči samo pozitivno. No. Menite, da tudi po vaši zaslugi ni prišlo do nobenih zastrupitev, poškodb, celo smrti? Mogoče, ne vem. To jaz ne morem oceniti, ker jaz sem delal ne vem, občutkov, instinktov. Torej ste junak? Ja, ne vem, jaz se nimam za junaka. Jaz sem pač pomagal. Kako bi vsak? Ne vem, isto kot vsi ostali, kjer je imel na tem, ne, da pomaga. Hvala Bogu, da lahko pomagamo. Ne. Pa tudi vam še vprašanje, ne, ste junak, oziroma kako ste, tako vprašal, kaj ste pomislili takrat, ko je zagorelo? V bistvu takrat ne razmišljaš kaj dosti, ampak pač pomagaš, kolikor lahko, vidiš, kdo potrebuje pomoč in narediš, pač tisto, kar moraš narediti. To je to. Enaki pa mislim, da smo vsi, ki smo te note preživeli in naredili, koliko smo morali. Vključno z gasilci, z vsemi, ki smo tukaj sodelovali. Je pa ena izkušnja, ki je mislim, da je zbližala ljudi v tem bloku in tudi še marsikaj drugje. Bom še to vprašal, manjka takih ljudi v Sloveniji? Jaz mislim, da je kar dost. Torej, v tem smislu, ko se zgodi taka nesreča, menite, da se hitro najde ljudi? Tle v tem bloku, koliko je bilo v tej situaciji, smo se hitro najdeli in smo si pomagali skupaj, smo skupaj stopili, koliko se je dalo. Mislim, da. Super, hvala lepa. Zdaj pa sam ime pa primek še? Jaz sem Peter Bašel. Ok, vi pa ste? Kmetek Darko. Darko Kmetek. Ok, super, hvala lepa. Gospodje, čestitke in čas kapa nodo. Spet gor, fantje. Nekaj se mi še rekel, ja, ne moreš. Reševa, pa alpinisti grejo. Mi smo zaključili, evo, uspešno. Enkrat Nikoli nismo še nič delali, nikoli nismo nič delali v okviru civilne zaščite, razen smo mi uneži od naprej na podorsi. Zdaj, kamo bi dal kulturno? Na sredino bi ga postavil, še na strani pobere, pa pa na Daj, komaj. Ok, dragi, kaj vse je občina v tem kratkem času, od sobote naprej, ko je zagorelo, že v soboto je Gustav Šotor, že v soboto ste nudili prve pomoči, že ste denarna pomoč, stanovanje in vse skupaj. Sistem zaščite in reševanja je eden od bolj pomembnih delov funkcioniranja, predvsem zato, ker se to vedno dela na zalogo. Mi se vsako leto pripravimo na velike vaje, na manjše vaje v tednu požarne varnosti in poskušamo v tistih lepih trenutkih, ko je vaja, ko si vaja, da ne gre za res, se tudi kaj naučiti. Jaz sem celo večkrat že sprožil tudi nenapovedano vajo, da točno vidiš odzivnost, da točno vidiš vse. Zdaj te lahko rečem, da nam pri tem v sistemu v Domžalah zelo veliko pomaga tudi sistem Centra požarne varnosti. Torej, tam so ves čas v službi 8 gasilcev, sicer pokrivajo tudi tunele, kemijske tovarne in to, ampak vedno je avto z eno ekipo na razpolago in 13 prostovoljnih gasilskih društev, ki so po naših ocenah dosti v redu in kvalitetno opremljeni z najsodobnejšo opremo in tudi izobraženi, vsako leto preverjeni in tisto, kar v bistvu v teh situacijah ključno tudi hočejo. Ne samo gasilci, torej v sistemu so v sistem reševanja in to, kot ste pravilno opazili danes oziroma v tem požaru, so ključno vlogo na koncu. Na začetku so odigrali pač gasilci skupaj s policijo in prostovoljci, torej z prebivalci, ki so res disciplinirano to počeli. Potem so v sistemu čiščenja
enostavno ni šlo drugače, ker je to delo na višini. Torej, to je 12-13 strope na vrh. Smo upoklicali alpiniste in jamarje, ki čistijo zdaj pač tukaj za delavci. Vsi so na vrveh, vsi so privezani, torej to je delo v izjemnih razmerah, tako da te so pač oddelali svoje. Zdaj, če govorijo pa za samo oskrbo in ostalo, mi imamo v bistvu dva sistema. Eni so torej ta intendantska služba, taborniki, prostovoljci, torej za tople obroke, postelje in ostalo. Drugi so pa v bistvu ta namestitveni oddelek, ki takrat v trenutku poskrbi, da imajo vsi kje biti, in tudi zdaj skupaj delamo, da bomo teh 9 družin recimo v roku enega tedna nastanili v nova stanovanja, da jih bomo opremili, da bomo pogledali, kje kaj ne dela. Skratka, to je to. Potem zdaj tukaj treba posebej pohvaliti našo prvo pomoč oziroma urgenco. Torej ta NMP ekipa nam je vedno v veliko pomoč, ker se znajo obrniti. To so izkušeni zdravniki, izkušene medicinske sestre, ki v bistvu vsak dan funkcionirajo na sistem urgence. Torej oni uživljajo, oni grejo v nesreče, oni sploh enostavno so neustrašni. In tule so sicer relativno malo imeli dela, zato ker ni bilo tako hudo veliko žrtev ali pa niso imeli nekih stresov, ampak kljub vsemu so pomagali in so znali to zadevo speljati. Okrog poldneva je zagorelo, ne? Ne, okrog 3. Okrog 3, pardon. Mislim, da je 5 do 3 je uradni podatek. Ok, ampak zdaj, koliko časa minilo, da ste vi izvedeli, da ste potem, ker verjetno neka koordinacija šla tudi preko vas? Ja, pogledajte, pri nas je ta sistem alarmiranja, alarmiranje teče tako, da najprej pokličejo tiste enote, ki so tiste trenutku najbolj potrebne. Vsaka stvar je drugačna, potres je drugače, poplave so drugače, ogenj je drugo. Torej, pri ognju so prvi gasilci, Center požarne varnosti in profesionalci, potem pa pridejo prostovoljna gasilska društva. Seveda je pa spet sistem tak, da je najprej najožji, torej matično društvo, potem pokličejo celo regijo in potem celo zvezo. In po potrebi, kot je bilo tule, zaprosimo za pomoč tudi sosednje zveze, torej ostale okoliške občine in v tem primeru tudi Lestev, Ljubljansko in Kranjsko. Torej, enostavno se vodja intervencije odloči, koliko točno tistih potrebuje. Potem gre pa sistem po informiranju navzdol. Vse vodje, štabne vodje enot, torej cel štab civilne zaščite, od gradbincev, intendantov, kot ste videli, tabornikov, skratka vse se obvesti, seveda se obvesti tudi mene. Zdaj, jaz sem bil v tistem momentu relativno nedostopen. Bil sem na nogometni tekmi, torej vaš klasiko, kot rečemo, do Radomlje, in ker so mi zagotovili parking, nisem mogel takoj ven. Vendar, ko so speljali gasilci PGD Dob, ko so začeli teči tudi ostali prostovoljni gasilci, seveda smo tudi mi zapustili. Vendar je bil problem, ampak jaz sem prišel relativno hitro sem, zato ker mene pač obvestijo in potem se je treba na intervenciji odločiti skupaj z vodjo intervencije in vodjo štaba civilne zaščite. Tudi to je bila smola, naš načelnik, ki je izobražen, izkušen, je bil na službeni poti v Nemčiji, ampak namestnik je to delal tako, kot je treba. Mi smo se potem skupaj odločili, kaj. Še to me zanima, hotel, hitro ste reagirali, našli hotel, čišče za vse. V shemi zaščite in reševanja v planu se točno ve, kaj in kako. Vemo točno, koliko mest ima kakšen hotel, kako gremo po vrsti, tudi ostale zadeve, se točno ve, kaj mora kdo narediti. Gostilna, tista, ki je prva, druga, tretja, se pravi te intendantske službe, hrana, voda, pijača, tisto ostalo, čaj, to se točno ve, kaj mora kdo narediti. In ne samo to, ve se tudi, kaj mora narediti tisti, ki ga nadomešča, če tega še ni. Recimo nekateri so v službah tudi ob sobotah popoldne ali pa sploh med tednom, nekateri sploh recimo tisti, ki so v prvih vrstah, niso takoj dostopni. Pri nas recimo predsednica enega matičnega PGD je prišla iz Bele krajine, en profesionalni gasilec, ki je bil sicer prost, je priletel iz Celja, skratka, tako je alarmiranje in sistem, torej preko pagera in
in se pravi obveščanje preko telefona. Dobro, to smo se tudi prej pogovarjala. Na občinski ravni ali pa nekako lokalni ravni je bil dogodek zelo dobro organiziran, zelo dobro je tudi potekal vse skupaj. Kaj pa država, kako ocenjujete vaše delo oziroma to organizacijo v primerjavi z državno organizacijo? Minister si je sicer prišel pogledati, kakšen je bil učinek tega? Ja, minister je obljubil, da če bo v bistvu oba ministra za javno upravo oziroma naš občan, tudi dr. Virant in minister Jakič, torej obramba, sta prišla, sta se pozanimala. Mi smo jim sicer zagotovili, da bomo to uspeli sami kakor toliko oziroma skoraj vse rešiti. Zdaj, če sprašujete o kakšnih finančnih dotacijah države, to ni nič. Če sprašujete o neki pomoči, gre za to, da so nam ponudili nekaj tudi stanovanja v Ljubljani oziroma izven naše občine. Mi smo pač zagotavljali, da bomo sami rešili. Torej, tole je bilo bolj slabo, kar se tiče akcije Centra socialno delo. Seveda v tem trenutku ne bom komentiral, sistem je tak, da ti v trenutku dodeli sredstva, potem ti pa povejo, da jih boš seveda vrnil z obresti. To ni pomoč, to je kredit, to lahko dobiš kjerkoli. Torej, pri nas je preko družbenih dejavnostih za take namene takoj možno dobiti enkratno pomoč, ki se jo ne vrača in se ne vknjiži na zemljiško, pač na neke nepremičnine. Država to funkcionira drugače. Pa ste vi, vsem to me zanima, ste bili presenečeni, ko ste slišali za to s Centrom za socialno delo, za to zadevo? Seveda, torej meni so obvestili, da sem na tiskovni konferenci tudi povedal približno, kako to zgleda. Torej se spomnila, torej šlo je za nek podatek, da ima štiričlanska družina, da ima približno 1000 evrov na mesec, 5 mesecev in tako. Ampak to je bilo samo del informacije. To drži, ampak to mora vrniti z obresti, kar je pa seveda kredit. In to vprašanje pod kakšnimi obresti. Tako da mi nismo, pravzaprav mislim, da se celo nihče ni odločil za tako pomoč. Ok, hvala lepa. Prosim. Glejte, glih, kar so vas v bistvu obiskali tudi kriminalisti, če se namotam, kaj so vam dali? Kriminalisti me niso obiskali. Niste bila ta do gospode, ne? Ok, povejte mi, kakšno je trenutno... Lahko poveste, kakšno je trenutno stanje v bloku? Takole, trenutno stanje v bloku je, da ljudje so se zdaj pač naselili v svoje stanovanje. Blok je vzpostavljen, se pravi električna voda, ogrevanje, pekalje, vse normalno deluje, kot pred 5 dnevi. Dejansko so dobili par obvestil, kot sem zdaj še prej od Prodnika, ko smo vzeli analizo vode, da se pač danes še kakšno minuto prekuha voda, tako da jutri bo pa točna analiza po 3. uri. Glede fekalij smo jih upozorili, da naj vsi zdaj na en mah ne začnejo čistiti stanovanja. Stanovanja so v redu, določene vertikale, pri enih je mogoče malo več spustil vode, pri enih malo manj, ni pa to, da zdaj to voda do kolen v stanovanjih. Tako da dejansko gor je bilo malo več poškodovanega, spodaj pa ni taka kriza. Lahko poveste, se pravi, zdaj so šli noter do 10. nadstropja, vključno do 10. nadstropja in dejansko do 10. nadstropja, čeprav razumem, je še varno za živeti, ali ne? Seveda, šli so tudi 11. nadstropje. Samo eno stanovanje v 11. ni. Drugače, 4 stanovanja v 11. je pa tudi za bivanje. A lahko sam poveste to, ko smo se že včeraj na tiskovni, vi najbolj pač objekt poznate, koliko je dejansko gor stanovanj in ali so vsa zgornja uničena, se pravi ta do podstrehe, 12. nadstropje, koliko jih je v 11. in koliko jih je v bistvu pol še tistih, ki je pa voda jih toliko poškodovala, ker 9 stanovanj verjetno ni samo v teh 2 zgornjih nadstropjih. 9 stanovanj je v zgornjih 2 nadstropjih. Vse v zgornjih. Samo, ne vem, na začetku je bilo rečeno, da je 9 stanovanj zgornjih, kar ni res. Zgornje nadstropje je uničene, se pravi 12. nadstropje. To je koliko stanovanj? To je 4. In eno v 11. Ostale 4 stanovanja sta pa v redu v 11. nadstropju. In tudi lahko danes grejo noter stanovati. Ne vem, ali bojo šli ali ne, za njih je tudi preskrbljeno, tudi v ambientu, lahko da grejo ali lahko grejo ambient. Kar se tiče pa poškodovanja, pa tako kot sem povedal, vsak hiša je narejena za nekih vertikal, se pravi nekih jaškov, in ko se je pač ta zadeva gasila, je voda prišla v jaške in
je pri enemu malo več, pri enemu malo manj prišla voda. Na stropu, na steni, ob recimo stikalu, domofon ni to kritičen, kaj na 12 voltov. Tako da mi smo vsa stanovanja pregledali in električno in vse stikala preklopili, tako da dejansko do nobenih stikov praktično. A zdaj te dni bo še objekt varoval varnostnik, kot ste rekli, zakaj? Verjetno se tudi stanovalci ne smejo povzpeti v 12. nadstropje. A ste to blokirali, ta dostop v 12. nadstropje? Glejte, dela se še vedno izvajajo, zato smo tudi varnostni ukrep naredili pred vhodom. Smo pač postavili montažno streho. Varovan bo najmanj še 2 dni, dokler se dela ne končajo in dokler se ne pokrije izpolnjava kompletna streha. Mi kot upravniki na to se pač potem bomo mogli dogovoriti z konstruktorji, z načrti, z vsemi temi, tudi z občino, ki je šla, moram povedati, blazno nasproti, vsi stanovalci in okoliška pomoč. Tako da od tukaj naprej bom pa rekel, da je pa bolj na našem bremenu, da vse to speljemo, kako se zagre. Do takrat pa moram še enkrat povedati, bo 12. nadstropje z vključnim 11. delom blokirano. Nobeden tudi od stanovalcev ne bo mogel bati. Zdaj me samo tako kratko mi odgovarjate, to, kar tudi po mojem ljudi zanima. Se pravi, zavarovano je bilo, pričakujete od zavarovalnic denar, zdaj, koliko hitro računate, da bo zgornja nadstropja popravljena in tudi kaj bo čez letošnjo zimo? Glejte, kot sem rekel, prvo se ponjave postavijo, da zaščitimo prvi dež, ki ga pričakujemo, hvala Bogu, da imamo tako lepo vreme, in da se to prvo zaščiti, potem se naredi neka delna konstrukcija in da ta konstrukcija zdrži, če bo potrebno, tudi sneg in da se pot iz pomladi ta zadeva sanira. S tem, da vmes se bo že saniralo in nadstropja in vse ostale stene. Bodo spet vseliva 12. nadstropja? Bodo vseliva, ja. Ker v bistvu statiki so vse potrdili, da statični, bom rekel, vse preklade in glavne nosilne stene so v redu. Koliko hitro pa bo lahko to sanirano? To so pa zdaj pa to tako, koliko hitro. Zdaj to pa težko, da jaz karkoli te odgovorim, ker tukaj moramo zdaj, ne vem, načrt konstrukcijski, ne vem, se ti papiri, pa jaz pa težko to povem, kako. Bom sodeloval sigurno zraven kot upravnik, ampak kar bo pa stroka povedala, bo pa stroka povedala. Jaz iz te stroke nisem, bom pa pomagal. Je imelo podjetje, ki je delalo na strehi, dovolj izkušenj, kako ste jih izbrali, oziroma imate kakšen kontakt zdaj z njimi, potem, kar se je zgodilo? Ja, slišal sem se z direktorja, v bistvu on je bil prvo malo v slavnem stanju, vse kdo pa ne bi bil, konec koncev. Tako da izkušenj bilo veliko, tako da, glejte, kako smo. Verjetno ste v stiku s kriminalisti, so že dali kakšen odziv, bo vložilo vadbo, nekaj več veste? Glejte, to, kar je kriminalističnih preiskav in tega, glejte, to bom spet mogel pač naže. A so bili tukaj tlele? Še danes recimo? Ne, danes jih ni bilo. Na vezi smo, ampak ko bo pač dejansko stanje vzpostavljeno tako, ko bo tudi oni lahko povedali kaj več, boste tudi zvedeli, tako da jaz tukaj res težko karkoli te povem. A mi lahko še neko primek? Matjaž lahko. Ja, so vsine, Prav. Znači, skupaj draga bila do... Vsi ti prej prijem se še ubiri sem. Kaj, zdaj tukaj so še ubiri se seveda pa tam član. Pa, misliš, da ti v tam kaj težil, ali tam niš? Ma težil, fora je v tem, da so kle ful težili. Tam naplačuješ. Ja, kao, da župani tam naplačuješ članarja. Zakaj so? Ja. Hvala, ko si vas čakal prav parkirano. Pa se smo lik pojedali. Ja, le. Nikakor. Nikakor. To je pa... To pa nikakor. To še nam ne pokaže, kva še ne drugim. Ajte, te sam bil kot prostovoljc. Dobro, tako malo ostane, mislim, da bo ful nekaj daljše. Pa te ne bo pa prostovoljc, pa bo zraven, ko si kamero nosi s fotom. Ne, se še sami ne bo.